Za stanovanje v blokih se marsikomu zdi, da ima človek ob morebitni prenovi na veliko koncih zvezane roke. A v mestu ob Dravi smo ugotovili, da stene ne predstavljajo mej, če je v glavi polno idej in če ima nekdo res veliko volje za njihovo čim lepšo uresničitev. Pobliže spoznajmo stanovanje polno vrhunskega dizajna in drznih rešitev. Smo v izjemno domiselno opremljenem stanovanju v Mariboru, ki ga je lastnik skrbno in natančno prenavljal skoraj 6 let. In še majhna uganka. Če vam rečem, da se tukaj nekje v tej majhni dnevni sobi skriva kopalna kad, a uganete kje? Rej, pozdravljeni. Zdravo. Zanima me, kakšno revolucijo in evolucijo je doživelo tole vaše zelo posebno stanovanje. Ja, torej, to stanovanje je bilo tipično jugoslovansko manjše stanovanje, dvosobno. Bilo je pregrajeno z stenami, zdaj je odprto. Prej je bila lastnica moja teta, ki sem jo večkrat obiskoval kot otrok. In potem, ko je teta umrla, sem podedoval to stanovanje, ter sem se odločil, da začnem iz ničle in da naredim iz minimalne kvadrature, ki je nekaj čez 40 kvadratov maksimum. Leta 2015 so se začele rušitve, ostali so zgolj nosilni zidovi. Lastnik je skupaj z notranjo arhitektko poiskal optimalne rešitve, da bi stanovanje postalo kakor varna votlina. Kako ste si zamislili vhod? Torej, kako naj človek pri vas doživi prve korake, ko stopi v stanovanje? Ja, torej, ko stopiš v stanovanje, te najprej pozdravijo močna aluminijasta vrata, potem pogled preide na računalniški kotiček, nad njim je ta regal iz Skandinavije, ki sem šel po njega v Berlin. Potem desno je vgradna omara, ki deluje hkrati kot veliko razkošno ogledalo. Potem pa je še omembe vredna razsvetljava na hodniku, se pravi, če omaro odpreš, je osvetljen vsak predel omare. Pred sobo krasi jekleni obešalnik Latva, ki z živo rumeno barvo ponuja dopadljiv kontrast sivi steni. No, zdaj pa pojdiva še v kuhinjo, kjer se super srečajo sodobne oblike, modern videz s temi tradicionalnimi opekami in velika pohvala z moje strani, da ne gre za imitacijo opeke, ampak za, po domače rečeno, čiste pravi cegel. Tako je, te cigle sem našel na eni stari kmetiji in smo prinesli jih sem, zazidali nov zid iz starih ciglov. Tako da ja, ta groba površina ciglov je potem malo v kontrastu z sprednjimi elementi kuhinje, ki so iz kaljenega stekla. Vsi elementi na samem pultu pa so poenoteni, se pravi iz inoksa. Dalje, če pa se spustiva na tla, pa so na tleh ploščice, ki pa nalegajo točno na vsak razmak med elementi v kuhinji. Te fuge potekajo tudi potem po sredini vrat na balkon in celo, kar sem najbolj srečen, da potekajo tudi po sredini vhodnih vrat. Ojojoj, kako ste pa to uspeli preračunati? Pa je bila bolj sreča kot pamet. No in zdaj smo tukaj v dnevni sobi, kjer sva prijetno dvignjena na en tak podest. Kaj je finta tlele zadaj? Zakaj? Ta podest prvo loči kuhinjo od dnevne sobe optično, potem pa sta še dva tehnična razloga. Eden je kopalna kad, ki se skriva pod tem kavčem, ker je bila sicer previsoko, če bi sedel brez tega podesta, bi imel noge v zraku. Zdaj pa je čisto normalno, tako kot se pač na kavču sedi. Potem druga stvar pa je bila, ker pač vsaka bana rabi tudi odtok, ki rabi določen kot padca, ne? In s tem podestom je to bilo doseženo, se pravi, del cevi poteka pod podestom, potem pa se skrije pod keramiko. Posebnost dnevne sobe je tudi mizica z imenom Sube i Baha, kar pomeni gor in dol. Preprost dvižni mehanizem omogoča prilagajanje višine, kar je sila prikladno za malo stanovanje. No in zdaj še spalnica, ki ima nekakšen japonski pridih s to nizko posteljo. Seveda me najprej zanima, kako je vstajati iz take posle. Ja, še dobro, da sem dosti treniral borilne veščine, ker smo se učili prevale naprej in nazaj, ne? Tako da več nimam nekih problemov z to posteljo. Sicer pa je ležišče poglobljeno, tako da sicer je videz japonske, udobje pa je vseeno evropsko, ker je ta vzmetnica kar visoka.
Stanovanje ima tudi dovršeno kopalnico. Na stenah in tleh so betonski videz in trdnost pričarali s kompozitnim materialom, namenjenim za restavracijo kipcev in mu dodali pigment. Na steni pogled pritegne unikatni radiator, ki ga je mojster zasnoval po lastnikovi ideji. Tudi je par mesecev trajalo, da se je to končalo, ker je zmanjkalo teh cevi, sestavljene namreč iz bakrenih kolen. Potem pa smo ga pobarvali v sivo barvo, tako da nekako pade v ozadje. Ženski del naše ekipe je bil navdušen nad tem, da ste pralni stroj postavili na koleščka. Ja, tudi jaz, ker se za njim zdaj da enostavno čistiti. Se pravi, to so čisto navadna koleščka, ki se zaskočijo in potem spet jih zapreš in se ne more premikati. No in potem še balkon, kjer ste si tudi po svoje dali duška. Balkon pa je bil prej zelo dolg in ozek, se pravi, je tekel čez celo širino stanovanja. No, potem smo ga razpolovili in malo potegnili navznoter proti stanovanju, tako da je zdaj v bistvu bolj terasica kot balkon. Tla na terasi so se zaradi izolacije in lesene obloge zvišala, zato je bilo treba povišati tudi balkonsko ograjo, ki ima zdaj vgrajen aluminijasti profil in varnostno steklo. Zdi se mi, da ste res posebno pozornost namenili tudi svetilom. Zelo so posebna, vsak prostor ima en svoj pečat glede na svetila. Ja, tako je. Jaz sem naštel v samem stanovanju 32 žarnic, kar je za 40 kvadratov malo dosti. Vse imajo toplo svetlobo, vse so tudi LED, razen pač ta lestenec v spalnici, ki ima Edison žarnice z funkcijo zatemnitve. No in ko so že pri svetilih, ali tistile napis The End na opečnati steni pomeni, da je konec, kar se tiče prenove, da je zaključeno vse? V bistvu nasprotno. Meni pomeni ta napis, da v bistvu vsak konec je hkrati tudi nov začetek, da v bistvu je edina stalnica sprememba, tako kot je rekel Heraklit, Pantarej, vse teče.